Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bom odgovarjala na vprašanje gospe, in sicer sprašuje, zakaj se ji dogaja, da ima okrog sebe ljudi, ki jamrajo, kritizirajo, so negativni in včasih jo sicer potegnejo v ta vrtinec, po večini se drži na pozitivni strani, ampak nekako opaža, da je njeno življenje prežeto pač z nekimi negativci. In zdaj, kaj jo življenje uči? No, in sem pa razmišljala, se pravi, vedno vsi odnosi nas nekaj učijo in nam kažejo ogledalo. Se pravi, vse, kar opazim pri drugih, to uči mene. No, in bomo šli najprej preveriti z mišičnim testom, če imate mogoče tudi vi tako okoliš, sploh zdajle recimo ljudje, ki so okuženi s strahom glede vojne, pa se pogovarjajo non-stop o tem, pa kaj bo, če bo jedrska vojna, pa podražili bojo vse, pa halo, stali so vsi v tej vrsti za nafto. Jaz, če ne bi imela Facebooka, itak ne bi tega niti vedela, ampak dejstvo je, da nekdo, ki je šel v vrsto stat, je porabil več, ko se je premikal v tej koloni za nafto, kot pa potem tisto, kar je v bistvu profitiral. No, tako da v glavnem. In sem razmišljala, kaj delajo z nami mediji in po drugi strani, kako se obračajo tisti, ki jih šofirajo mediji. In če ste še vedno v tem okolju, da ste prežeti z informacijami iz medijev, preverite z mišičnim testom. Se pravi, prva stvar. V svoji duši nosim potrebo po tem, da se počutim kot žrtev. To je prva zadeva. Ker če imam jaz potrebo po tem, da se počutim kot žrtev, bom vedno imela okrog sebe ljudi, ki mi bojo jamrali in na nek način vlekali mojo energijo. In jaz bom zmerom žrtev. Zmerom bom tista, ne, pustite me pri miru, jaz nočem nikomur nič. Ne, jaz tega nočem. In kaj nas učijo je to, da je lahko jasno postavimo meje ali pa se umaknemo. In zdaj takrat, ko vidimo, da nekdo začne v naši bližini, ne vem, greš na obisk k staršem in začne spet pogovor o tem, kako bo vojna in kako bo jedrski napad in vi jasno lahko rečete, pustimo to temo, to mene ne zanima, pejmo raj na to. Povej mi, kako si. Zdaj pa te ljudje, ki jamrajo, bojo rekli, kaj bi ti vedela, kako pa mene križ boli. Če pa ni tega, pa rečem, a veš soseda, kakšna je? Kaj bi ti vedela, kakšna je? Kaj je naredila? Zato, kaj nas učijo vse te odnosi, pri nekaterih je to, da mogoče majčkeno bolj na hitro zaključimo kakšen obisk. Zato, ker vidimo, če nas vedno potegnejo dol, a res rabimo ta odnos? Pa pravite, spodob se, saj so moji starši. Jaz se strinjam, spodob se. Ampak, za koga že? Za vas? Za sosede? Za ljudi? Mogoče imate pa vi program, moram za vsako ceno ugajati. Ali pa, preverite tudi to, moram biti pridna punčka. In če moraš biti pridna punčka, to pomeni, da moraš iti vsak petek na obisk staršem, če ne v petek pa v soboto, če ne v soboto pa v nedeljo. In pač tako mora biti, zaradi tega, ker si pridna punčka. Zdaj pa, moram ugajati. Se pravi, drugi lahko govorijo karkoli, tudi če me spravijo ob živce, ampak jaz bom ugajala, zato ker sem jaz zmerom tako prijazna. In ko nisem prijazna, pa reč, kaj ti pa je? A je luna mogoče? A je bil mlaj? Ta rdečo imaš. Sej te razumemo. No in mogoče je čas, da prerasteš te okvirje, da te nekaj daje, takrat, ko se zase postaviš in da jasno rečeš, te teme meni niso všeč in mogoče majčkeno zreduciraš te odnose, zaradi tega, ker tisti čas, ki ga zdaj v bistvu namenjaš v neke odnose, bi ga mogoče lahko porabila na kakšen drug način, pa bi mogoče kdaj večkrat šla v naravo, pa bi se boljš počutila, pa bi tvoja duša pela od sreče. No, tako da, drugo program, ki ga mogoče imate vsi tisti, ki poslušate to kritiziranje in negativnosti.
Potrebo imam potem, da sem koš za odpadke, za čustvene odpadke. Tako je ena moja prijateljica rekla, da je bila ona tako, naj izvolite, jaz sem tukaj, vzemite karkoli želite, jaz bom že. Zame je že še dobro, ne? Zato, če imate to potrebo po tem, da ste koš za odpadke, boste vedno samo absorbirali, poslušali in nikdar ne boste rekli dovolj. In to je samo program. Naslednja stvar, kar lahko še kaže na to, če ste obkroženi s temi negativci, da pa mogoče ste pa do sebe preveč kritični in vam kažejo ogledalo in zdaj spet preverite z mišičnim testom in ko preverimo z mišičnim testom in če se jaz vprašam, do sebe sem preveč kritična, jaz grem nazaj. Se pravi, mislim, da sem po večini te ljudi zdaj že kar zreducirala okrog sebe, da enostavno ne dovoljujem, da plenijo ljudi mojo energijo in niti ne želim, da se počutim kot plen. Zanimivo, prejšnjo noč se mi dejansko sanjalo o tem, da sem bila po noči v eni hiši, da sem od zunaj hodila in so hodile take pošasti okrog mene kot iz jurskega parka, ampak mene se ni dotaknila niti ena. In tudi nisem občutila nobenega strahu. No, potem naslednja stvar, če še vedno privlačim negativce, je pa mogoče sporočilo moje duše, čas je, da postavim sebe na bolj pozitivno stran življenja. Se pravi, kažejo na to, da imam še v sebi še vedno preveč teh negativnih vibracij. In spet lahko preverite z mišičnim testom in preverite, se pravi, v sebi nosim še vedno preveč negativnih vibracij. Jih ne, ampak vse te odnosi me učijo nekaj, kar imam jaz za narediti. To so temeljni odnosi, se pravi, so vedno povezani s prvo, drugo pa tretjo čakro, povezani so s tem, kako imam jaz korenine v svetu, kakšen imam odnos do denarja, do sebe, povezane so s tem, kako se izražam skozi svojo kreativo, se pravi, tudi skozi svoj spol in povezane so s tem, ker sploh ljudje, ki mi jamrajo, se pripopajo preko popkovne čakre, in pijejo mojo življenjsko energijo. In tukaj sploh, zdaj pa še ena stvar, v duši, to preverite z mišičnim testom, nosim občutek krivde vsakič, ko nekomu postavim meje. In če imate še vedno to, ne boste nikdar postavljali meje zaradi tega, ker se ne morate počutiti krive. In boste lepo pridni, ubogljivi. No, tako da dajte, se opravičujem, preverite to z mišičnim testom in boste videli, sporočilo vaše duše je v vsakem primeru bolj jasno postaviti meje, pokazati, kaj pa vam paše, kaj je vam všeč in mogoče kakšni osebi, spet to lahko preverite z mišičnim testom, recimo jasno, določene ljudi včasih treba za nekaj časa dati na stranski tir, veste, da se majčkeno ohladijo ali pa da mogoče imajo priložnost majčkeno zrasti takrat, ko nas ni vedno okrog njih. In tudi takrat imamo mi čas, da zakrpamo svojo energijo. Tako da nič ni narobe, če kakšen odnos, ki nam pije energijo, včasih za nekaj časa postavimo res na stranski tir. No, nekoč sem imela eno najboljšo prijateljico. Ta najboljša prijateljica je bila zanimiva, no. In potem, ko je res bilo zanimivo, odnosi majčkene otroke sem še imela in dogajalo se je marsikaj v naši družini, takrat sem bila dejansko povezana tudi z neko črno magijo in pol, ko že res nisem vedela, kaj naj še sčistim, mi reče ena od teh mojih čiračara, reče, imaš eno osebo, ki hodi k tebi v hišo in ko pride, se prestopa non-stop. Rekla, veš, ona ti nosi nek prah. To je bila ta zadnja oseba in sem pač še to gospo dala na stranski tir in nekaj časa nisva imeli stikov. In ko se srečava, ona pravi, kje si? Se rekla, veš, naša družina je imela raka. In veš, človek tako kot ko ima raka, če dela ene in iste stvari, bo umrl. In sem bila primorana, da smo se osamili,
da smo naredili nekaj sprememb zaradi tega, da smo se sestavili skupaj. Tako da ja, to je bilo tisto obdobje in to je bilo en del mojega učenja. Tako da v glavnem, če se vam dogajajo čudne stvari, mogoče ste pa preveč okuženi z ljudmi, ki so negativni. No, še eno stvar vam moram povedati. Prav pri teh ljudeh, ki so malo bolj modri od mene, ko sem iskala določene odgovore, mi je ena gospa rekla, da ko sem prinesla prvo hčerko iz porodnišnice, sem imela nekoga takoj na obisku. Je rekla, se lahko spomniš tega, kdo je prišel takoj na obisk. Sem rekla, ja, seveda, vem, kdo je prišel. Dejansko nekdo se je spotoma slučajno oglasil in to je bilo dejansko takrat, ko sem otroka prinesla iz porodnišnice. Je rekla, ta par, ki je prišel, je toliko poln škodoželjnosti in je vplival na usodo tvojega otroka. Sicer smo to vse sčistili, ampak poglejte, kako pomembno je in spet stara znanja naših prednikov. A niso nekoč rekli, 6 tednov porodnici leži pod posteljo smrt. Mlade mamice niso vstajale iz postelje, nihče ni hodil na obisk, nikamor niso hodile, ker 6 tednov pod posteljo leži smrt. Danes pride mamica iz porodnišnice, vsi na obisk, vsi hodijo sem pa tja, po možnosti gre s tem mečkanim dojenčkom že v kakšen trgovski center. Veste, stran se je treba držati od ljudi, zato da se zakrpa prva čakra, druga čakra, ker pri porodu se odpre vse skupaj in zato, da otrok vzgradi to auro na zemlji in se poveže z mamino energijo in ko je mama v močni energiji, do otroka ne more dostopati nihče. Tako da niso zanimive zadeve. Tako v osnovi se učimo šele nazaj sestavljati te zadeve, kar so naši predniki že zdavnaj vedeli. No, zdaj pa gremo še na nekaj sporočil. Tukaj bom dala Ošutove karte za vse tiste, ki si želite biti v bolj pozitivnem življenju. Spet je prišel silovit preboj naprej. Tišina. Kaj je tisto, ki povzroča v vašem življenju nemir? Vse tisto, kar povzroča v vašem življenju nemir, to odstranite in si dovolite, da se v vašem življenju zgodi mir. Se pravi, tišina. Dovolite, da preplavi vašega duha tišina. Prišel je norec, pa ne, da ste norec, ker to delate, ampak to je začetek potovanja in še ta silovit preboj naprej. Ko boste te pijavke odstranili svojega polja, se bo naredil. Tako kot raketa vas bo izstrelilo tja, kjer je mogoče vaše življenjsko poslanstvo, ker se boste vi kot duša izrazili in boste videli, to je nekaj, kar je pa res čudovito. Dajmo pogledati še prehod v novo dobo in prišla karta blagoslov. Že zadnjič v predzadnjem videu sem tole karto potegnila. Blagoslovljena sem med ženami in blagoslovljeni so vsi, ki pridejo v stik z menoj. Prav danes zjutraj sem razmišljala o tem blagoslovu. Kako se rešiti negativnih energij od drugih ljudi? In sem razmišljala, če se jaz samo branim pred tem, zavračam vse te tvoje energije, v tem primeru sem v borbi. Ko pa jaz rečem, v miru, zavračam vse te tvoje energije in te posipam z Božjim blagoslovom. In si predstavljamo, kako roza svetloba teče na tega človeka, pomeni, ker ga blagoslavljamo, posipamo z Božjim blagoslovom, enostavno mu jemljemo njegovo negativno moč. Tako da mogoče je res to sporočilo najbolj pomembno za vse tiste negativce okrog vas. Se pravi, zavračam vso tvojo energijo, točno veste, kdo je ta človek, ki kole na vas hlepi po vaši energiji in te posipam z Božjim blagoslovom. In res si predstavljajte roza tušt, roza svetloba, ki teče na tega človeka, enostavno ga posipa zaliva ta Božja energija in to pomeni,
da ne more več priti, ne more več pleniti vaše energije. Tako da, juhej, uživajte in res naj vas spremlja Božji blagoslov. In boste videli, to je čarobni prah. Blagoslavljajte vse, kar želite, da se izboljša. Blagoslavljajte svoje življenje, blagoslavljajte svoje mučitelje, tlačitelje in blagoslavljajte svojo srečno bodočnost. Tako da uživajte in naj vam res pri vsem tem pomaga Božji blagoslov.